V galeriji Grad v Slovenski Bistrici so v četrtek 17. marca odprli razstavo z naslovom Vedute, podobe krajev in gradov med Pohorjem in Bočem. V kulturnem programu sta nastopila Maj Korešar in Teja Pančič. Razstavo je odprl župan občine Slovenska Bistrica, dr. Ivan Žagar. Vedute je zbral založnik, galerist in zbiralec Primož Premzl iz Maribora. Avtor razstave pa je dr. Ferdinand Šerbel. Vsak tak dogodek mi je v Bistrici eno prijetno doživetje. Vse se tako vračamo v preteklost, v spomine, hkrati pa tudi se tako podružimo. Vsaka razstava, ki je namenjena neki preteklosti, ima dve dimenziji. To je čas in prostor. In tudi tukaj smo se ravnali potem po prostoru med Pohorjem in Bočem. Kajti, če bi rekli bistriška občina ali pa bi rekli na območju dveh prafar, to so meje, ki se vedno spreminjajo. Stalnica prostora pa je to, če rečemo, med Pohorjem in Bočem. Kako gledamo na te najstarejše upodobitve, ki so nastale v zadnjem desetletju, je zgovoren primer te štiri vedute Bistrice. Če jih takole pogledamo, se skoraj težko med seboj ujemajo. To pa je zato, ker niso nastale naenkrat, ampak so stvar več kot 10 let. Najprej nas seveda pritegne tale, kot bi nastala najstarejša podoba 1681, gotovo je pa lahko še kaj malo starejša. Ko pridemo pred to sliko, pravzaprav vidimo, kot domačine nas preseneti, da marsikaj ne štima na tej sliki. Če stojimo tukaj, kot da prihajamo z mariborskega konca, pred mesto, se nam postavi, je tukaj čistina spredaj. Tukaj je takrat stala cerkev Svetega Duha, pa je špital stal, pa je kaplanija stala, niti ni potoka tukaj. Že tukaj smo v zadregi pri dokumentarnosti. Je to malo bolj poetsko, pesniško narejeno mesto. Bi rekli mesto kot mesto, ki mora biti utrjeno, grad ima na svojem pravem koncu, ampak Marijino cerkev prepoznamo potem zvoliko, ki je bil včasih mestni obrambni stolp, ampak to pa nikamor ne paše. Se vprašamo, kako to, da je ta ilustrator na terenu to napravil. Moramo še nekaj vedeti. Tu sta dva koraka. Prvi korak je na terenu napraviti skico. Ta skica potem piše v bakrorezno delavnico. Zdaj ni nujno, da je to isti mojster napravil.
celo manj možnosti. In tako je tudi lahko že pri skici, ki je bila lahko svobodna, nastala potem še druga interpretacija, ko se je to preneslo na bakreno ploščo in odtisnilo. Tako da rečemo, to je bolj emblem Bistrice kot nekega mesta, utrjenega z obzidjem. No, že več nekaj realnosti se nam potem pokaže na dele podobi. Vidimo tukaj Graslov stolp, park z obzidjem, to je vse jasno. Potem vodni jarek, za katerega mislim, da je bil vodni jarek res tukaj. Vodni jarek, medtem ko noter dvorišče ni bilo vodnega jarka. In pa zopet se nam ta cerkev pojavi. Lahko, da v teh makroreznih delavnicah, ki gre za istega založnika, da je tam, ko je Trost tole delo, lahko je uporabil staro podobo. In on je zaupal te stare podobi, če že tukaj cerkev not, je potem tudi tukaj nastala cerkev, ki bi z tega drugega kota kvečemo lahko videli samo Marijino cerkev. Potem nas prezave med bistriškimi vedutami, ali lahko rečemo med štajerskimi vedutami, takšna najbolj slikovita, ki iz kliče perspektive grad, kakršnega poznamo danes, kajti to podobno je grad dolgo sredi 17. stoletja. Pomeni, v tem času, ko je tole nastalo, 1681, je že gradilo tole podobo. Pomeni, odkot je to risar prevzel, zopet Oganka. No, pa tukaj vidimo razkošen tak grad, ki so ga Fetri in potem pa v glavnem prezidali, veliko dvorišče, prazno, tukaj potem pristava, kasneje nastala. Zopet tukaj imamo to čistino, kar zopet ni logično. Zopet ti slika se bo malo več ponudili, kako bo šlo hitro. Vete, če se že tukaj omenja v Bistrici, že v začetku 15. stoletja noj gase, potem so mogli hiše. Tukaj jih ni. Zato, ker risarja ali bakrorezca ni zanimalo to, ker on je samo napisal Burg und der Stadt Feistritz. Risar je zanimalo to, zato je to izpustil. Potem seveda ta park se seveda vprašamo, ali drži to le. Park je obstajal, kajti tale uta tukaj so sigurno elementi 17. stoletja, te senčne ute. To je pa lahko slikar malo po takratni modi oblikoval ta francoski tip parka. Štima pa to na obzidje, potem tudi ta vhod, potem hlevi, tukaj so biti znana konjušnica. Atems je kasneje bil glavno konjušnico v Bistrici in pogledajte, jo poznamo, vse štima, ampak ta obzidje gre v tej strani gor. In ta hiša, kot bi lahko rekli, danes mi rečemo v državni Egerhaus, stari hiši, je stara ob cesti tukaj. Tako da tudi tukaj imamo nekaj svobodnega. Še več, da bi bil grad takšen, kot je tukaj, bi bil edinstven grad v Sloveniji. Kajte, gledajte, 3 nadstropja ima tukaj. V resnici ima samo 2. Vzhode ni. Tako da vidimo tukaj, lahko rečemo, malo poetsko, romantično podarjeno